En lep dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci. Kako hitro je teden naokoli in že je nova veselica na vasi. Kot smo obljubili prejšnji teden, bo današnja četrtkova veselica na vasi imela rdečo nit glasbe Lojzeta Slaka. Kajti letos mineva 90 let od njegovega rojstva. Imam seveda tudi krasno pesmarico, o kateri bomo majčkeno kasneje spregovorili in o njegovih pesmih. Tole prvo skladbico, ki jo bo zaigral ansambel, ki igra po Slakovi poti, prihajajo pa iz Šaleške doline, ansambel Spev. Skladbica Ona diši po pomladi. To skladbico pa poklanjam prijateljici Vezagrad, Metki in naj zapleše svojim pravljičnim dečkom Jankecom. Ona mi luč življenja prižiga, lepši ob njej zdi se svet. Srcu je kot priljubljena knjiga, čeprav jo poznam, rad si vzamem jo spet. Če bi odšla, bi me zabolelo, tisoč nastalo bi ran. Zdaj pa je tu oblečena v belo, pozabil ob njej bom na fantovski stan. Ker ona diši po pomladi, ko zima je tu ali hladna jesen, in več kot sveta vsi zakladi, pomeni nasmešek mi njen. Ker ona diši po pomladi, ko zima je tu ali hladna jesen, ko nanjo srce se navadi, z mano je kamor gre. Takega ni nikjer več dekleta, take se več ne dobi. Zdaj kot vrtnar najlepšega cveta, negujem jo, da se ji kaj ne zgodi. Če bi odšla, bi me zabolelo, tisoč nastalo bi ran. Zdaj pa je tu oblečena v belo, pozabil ob njej bom na fantovski stan. Ker ona diši po pomladi, ko zima je tu ali hladna jesen, in več kot sveta vsi zakladi, pomeni nasmešek mi njen. Ker ona diši po pomladi, ko zima je tu ali hladna jesen, ko nanjo srce se navadi, z mano je kamor gre. Ker ona diši po pomladi, ko zima je tu ali hladna jesen, ko nanjo srce se navadi, z mano je kamor gre. Z mano je kamor gre. Katero dekle se ni bi stopilo ob takšnih zvokih glasbe in seveda krasnem besedilu. Ansambel Spev, lepo pozdravljeni v novi oddaji Veselica na vasi. Zelo sem vesel, da ste se odzvali. Marko, midva bomo nekaj spregovorila, nekaj besed. Pozdravljen. Pozdravljen in pozdravljeni vse gledalke in gledalci. Kakšen glas? Drugi bas. Drugi bas. Ja, bo kar bariton. Bariton? Ja. Super, super. Povej, Marko, vi letos praznujete na okroglo obletnico. Ja, res je. Kaj misliš, kakšno? Katero? Ja, Koliko nam je videti? 10 je premalo, 30 preveč, 20 je pa ravno prav. Bo kar držalo. Bo. Letos praznujemo 20-letnico našega delovanja in smo res ponosni, da je temu tako. In se veselimo še naslednjih let, ki so pred nami.
Super, povej, pripravljate kakšen koncert ob 20-letnici ali še ne razmišljate o tem? Veliko razmišljamo o tem, lahko da bo z zamikom. V tem letu najbrž našega koncerta ob 20-letnici ne bo. Bo pa najbrž še mnogo koncertov z naše strani, ampak v tem trenutku kakšnih datumih pa ne bi govorili. Sigurno, zato je treba kar veliko priprav, ker jaz vem, da vi ste pripravljali v Rdeči dvorani izredno velike koncerte in da to pripraviš je dela več kot pol leta, sigurno 1 leto naprej. Je res? Mnogo dela je, ampak smo ekipa takšna, da si delo razdelimo. Imamo tudi seveda zunanje prijatelje, ki nam pomagajo, da vsak poskrbi za svojo nalogo. Je pa res, da je za nami res veliko koncertov, sploh ti v Rdeči dvorani v Velenju so bili zelo odmevni in velik zalogaj, tako organizacijski kot tudi tehnično. Vse skupaj je bilo treba nagruntati program, zvaditi program, biti zanimiv, biti zabaven, ampak mislim, da nam je to v prejšnjih letih kar dobro uspelo, vsaj po odzivih naših prijateljev in poslušalcev. Sigurno vam je uspevalo, vse ste imeli zelo polno dvorano vedno. Takole, naslednja pesem pravi takole, Špelca. Jaz upam, da je to kakšna špelca, ki jo poznajo tudi fantje iz ansambla Spev. Poslušajmo. Drugačna je od vseh deklet, kar jih poznam, zato sem se zaljubil. Vse naredim, da jo dobim, tako sem si obljubil. Pristopil ljudno sem do nje, jo vprašal za ime, pa je odgovorila, da mi ne pove, ker nič ne briga me. A jaz odnati ne pustim se kar tako, nikdar na prvo žogo. Čeprav že slutim, da zadal sem težko si nalogo. Če pa imena ne poveš, ti lepa deklica, si bom izmislil zate kaj prikupnega, da tebi se poda. Špelca, rad od tebe bi nekaj sladkega. Reci, prosim, reci, da ti si tudi za. Danes ali jutri, saj ni pomembno kdaj. Oj, špelca, en poljub mi daj. Danes ali jutri, saj ni pomembno kdaj. Oj, špelca, en poljub mi daj. Drugačna je od vseh deklet, kar jih poznam, zato sem se zaljubil. Vse naredim, da jo dobim, tako sem si obljubil. Pristopil ljudno sem do nje, jo vprašal za ime, pa je odgovorila, da mi ne pove, ker nič ne briga me. Špelca, rad od tebe bi nekaj sladkega. Reci, prosim, reci, da ti si tudi za. Danes ali jutri, saj ni pomembno kdaj. Oj, špelca, en poljub mi daj. Danes ali jutri, saj ni pomembno kdaj. Oj, špelca, en poljub mi daj. Oj, špelca, en poljub mi daj. Oj, špelca, en poljub mi daj.
Jaz grem zdaj do najbolj resnega člana v ansamblu Spev, to je tale mladenič, gospodič Edo. Ti si najbolj resen v tem ansamblu, vsaj tako pravijo, no jaz... Zdaj mi gre malo na smeh, ki se dejal mladenič pa še gospodič, lepo, tukaj noč se nisem najdel. Res? Pozdravljen, midva imamo eno tako zanimivo zgodovino, da smo enkrat celo skupaj nastopala z enim ansamblom, ki ne obstoja več, to je ansambl Frajer iz Vojnika. Ja, res. Lepi so spomini leta nazaj, to je bilo, mislim, da kar 20 let nazaj, kajti spevam smo sedaj 20 let in takrat je res prišel en trenutek, ki smo mogli vskočiti, ne? Tako, in to brez vaj. Brez vaj in takrat je najboljši. Najboljši. Ja. Tudi če je kaj narobe, ne vedem to ne Sigurno, sigurno. Edo, ti si od vsega začetka v ansamblu Spev ali si prišel malo kasneje? Ja, jaz sem prišel, mislim, da par mesecev, eno leto kasneje, resno zraven. Sem že prej sodeloval po festivalih, kjer smo se najprej udejstvovali, zdaj pa res zaspevam že 20 leto. Odlično. Fantje, vi imate same take skladbice, Špelca, Ona diši bo mladi, naslednja bo Z njo, ne? Torej, predvsem pišete za dame. Ja, mene to všeč sicer, ne? Ja, tudi naš pogled gleda v to smer in seveda, za koga boš pisal. Seveda je name pa tudi predvsem ljubo upevati prelepo pokrajino, prelepo Slovenijo in tudi teh pesmih se zelo najdemo. Morda tudi tukaj vzrok, da tako radi prepevamo pesmi Lojzeta Slaka, kajti 20, 30, 50 let nazaj se je veliko pesmi pisalo ravno o lepoti domovine, o tistih čustvih, ki jih sedaj nekako malo premalo opevamo, torej kako je lahko neka njiva lepa, kako je lepa ena planina in res zdaj pač veliko pesmi o puncah, ampak tudi pesmi o naravi so zelo lepe, sploh pa v domovini Sloveniji. Tako, krasno. Hvala lepa, ansambl Spev. Jaz vas vabim, da zaigrate naslednjo skladbico. To je skladbica Z njo. Večkrat njen pogled ujamem, vem, vprašanje je v očeh. Čakam, da trenutek mine, več ne zmorem, več ne smem. To je vse, kar sem ponujal, nisem skrival ji solza. Rad jo imam, a vedno druga bo del mojega srca. Vem, da ljubi me iskreno, kot ljubiti ženska zna. A nekje jo čaka sreča, brez vprašanj in brez solza. Pravijo, da vse spomine enkrat že preraste mah. Rad jo imam, a vedno druga bo del mojega srca. Ko se ljubim z njo, slišim drug šepet. Ko se smejem z njo, vidim drug nasmeh. Z njo mi je lepo, a srce ljubi enkrat samo. Vem, da ljubi me iskreno, kot ljubiti ženska zna. A nekje jo čaka sreča, brez vprašanj in brez solza. Pravijo, da vse spomine enkrat
rad že preraste mah. Rad jo imam, a vedno druga bo del mojega srca. Ko se ljubim z njo, slišim drug šepet. Ko se smejem z njo, vidim drug nasmeh. Z njo mi je lepo, a srce ljubi enkrat samo. Z njo mi je lepo, a srce ljubi enkrat samo. Zimi pomladi počivale ste, grabljice moje, zdaj pa več ne. Ko se že poje, hajt na goro, hajt na zeleno goro. Ko se že poje, hajt na goro, hajt na zeleno goro. Ko se zna brušeno ostro koso, rožice reže in travco mlado. Kosile kosi, oj kosec ti mlad, zelenih livan. Kosile kosi, oj kosec ti mlad, sredi zelenih livan. Krasijo gore. Rožice bele, zdaj so mrtve, več ne krasijo gore. Krasijo gore. Takole, kot ste lahko opazili, najprej eno nošo, krasno nošo z Dolenjske, ki je nosil Lojze Slak. Zato danes toplo pozdravljam glasbenika, harmonikarja, podjetnika, motorista,
gledališkega igralca, povezovalca programa in pa seveda nečaka od Lojzeta Slaka, Leopold Pungarčar, dobrodošel. Dober večer in dober dan vsem skupaj, gledalcem doma, pa tudi tebi, Stanko, tukaj v studiu. Jaz sem zelo vesel, da mi je uspelo dobiti tako zaposlenega gospoda, kot si ti. Vem, da nimaš časa skoraj dihati, ampak ker si povezan tudi z ansamblom Spev, smo se dogovorili, da pridemo skupaj danes na to veselico na vasi in naredimo eno lepo rdečo nit ob obletnici rojstva Lojzeta Slaka 90. ki je bila seveda letos že v Mirni peči ena krasna prireditev, pa mogoče kaj več o tem poveš ti. No, zdaj najprej na začetek, ker si rekel zelo zaposlen. Ob tej uri niti ne več tako. V mlajših letih ja, danes pa se bolj doma držim ob tej uri, razen danes, ko sem tukaj. Z ansamblom Spevom seveda smo prijatelji in tudi letos smo jih povabili kot nekakšne častne goste v Mirno peč, kjer smo ob muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka priredili praznovanje ob obletnici 90. rojstnem dnevu Lojzeta Slaka. Čeprav Lojzeta ni več med nami, mi njegov rojstni dan še vedno praznujemo, kajti njegova dediščina je takšna, da jo lahko opevamo vsi mi in rodovi, ki bodo prišli za nami in pred nami. In ansambl Spev zagotovo je eden tistih, ki prav čudovito obuja spomin na njegovo glasbo. Tako da, sicer pa, kaj naj rečem, Lojzetova glasba je neminljiva in verjamem, da jo gledalci radi doma spremljajo, sploh pa ob takih oddajah, kot je tudi današnja. Kot sem prej omenil, da si nečak od Lojzeta Slaka. To pomeni, da si sin od ene izmed njegovih sester ali bratov. Nekako mi je bilo kot neka božje darilo, božja radost dano, da sem se rodil v družini moje mame, se pravi Marije Slak, in mojega očeta Poldeta Pungarčarja. Moja mama je iz družine Slak se rodila kot prvorojenka na Jordankalu pri Mirni peči. Za njo se je rodilo potem še 9 oziroma 10 otrok, bilo jih je 11, vendar je eden iz te družine kmalu po rojstvu umrl. V tistih letih so novorojenčki kar nekako, včasih ni bilo takega zdravstva kot je danes. Ostalo je 10 otrok, ki je dolgo živelo, no zdaj danes ni več vseh, med njimi tudi Lojzeta ne več, ampak hvala Bogu, moja mama bo letos praznovala 94 let in še vedno je med nami. In jo tudi toplo pozdravljamo, če seveda gleda oddajo. Za 95 pa pridemo tudi kaj zaigrati, Spevovci pa še kdo, ne? Verjetno. Pa verjamem, da ne bo nihče manjkal. Odlično. Zanima me, Polje, kako si ti doživljal glasbo družine Slak najprej? Torej, najprej so igrali bratje Slak, pa potem je Lojze naredil verjetno svoj trio, kasneje na eni oddaji spoznal fante s Praprotna in začeli so sodelovati. Tako, to je pravzaprav neka zgodovina Lojzeta Slaka oziroma njegovega ansambla in fantov s Praprotna, ki jih zagotovo moramo šteti zraven kot celota. Vendar o tem pravzaprav jaz kot mlad otrok, ko sem odraščal, kaj dosti nisem vedel. Namreč nekje se otroci do nekega 10., 12. leta niti ne zavedamo svojega poslanstva prav posebej. Lahko povem pa to, da smo, no, v moji družini so še 2 starejše sestre. Živeli smo oziroma živimo še vedno v Mirni peči na Dolenjskem in seveda smo tega slavnega strica oziroma brata moje mame spremljali največ po televiziji. V tistih letih, ko smo mi odraščali, Lojze kaj dosti časa ni imel za kakšne posebej vljudnostne obiske in tako naprej. On je resnično hodil v službo in delal glasbo. Tisti čas, ko pa je vmes vikendi, petek, sobota, nedelja, pa je bil po nešteto koncertih in verjetno ni bilo dneva, kjer ni bil na odru. Tako da mi smo Lojzeta spremljali bolj tako iz strani v tistih otroških letih, vedeli pa smo, da je pač seveda mora biti že hudo slaven, ker smo ga gledali več ali manj po televiziji vedno. Je pa hodil tudi z ženo Ivanko in tudi svojimi otroki Robertom in Slavkotom večkrat na Dolenjsko na obisk. Naj povem, da je tudi nekako glavna
povzročiteljica tega zakona med Lojzetom in Ivanko Slak ravno moja mama. Namreč moja mama je bila v rosnih mladostnih letih v službi v Ljubljani, v tovarni Saturnus in tam je spoznala tudi eno črnolaso Štajerko, prelepo, ki je prav tako šla za kruhom v Ljubljano in je nek vikend, so tam blizu tudi stanovale skupaj, rekla Ivanki, je rekla, če pa ne greš na Štajersko čez vikend, pa pojdi z mano na Dolenjsko, na Jordankau. In Ivanka seveda je malo se obotavljala, potem se je pa le odločila in šla z mojo mamo čez vikend na Jordankau, na Dolenjsko. In ravno tisti vikend so imeli bratje Slak vajo, ker so potem naslednji dan pa igrali na veselici, mislim, da na Ponikvah pri Trebnjem. In seveda, ko je moja mama pripeljala Ivanko na Dolenjsko, so začeli fantje v tisti vasi precej ogledovati to dekle in seveda ogledoval je tudi Lojze in tako je nekako ob koncu večera rekel Lojze vsem tistim svojim bratom in tudi ostalim iz vasi, ki so bili prisotni na vaji, rekel, fantje, prsta stran, to dekle bo pa moja. In tudi njegova je potem bila, seveda. Ja, do danes. Do danes. Ja, jaz se spomnim veselice na selah pri Lokarjih, tukaj pri Šentjurju, kajti Ivanka je bila doma nekje iz Slivnice. Ne? Tako je, tako. In takrat je bilo, mislim, da ne 2000 ljudi in pravijo, da je bilo nekje 1000 ljudi zaradi Lojzeta in njegove glasbe, nekje 1000 pa zaradi Ivanke. Ja, ali pa 2000 mogoče zaradi Lojzeta, pa 7000 zaradi Ivanke. Tudi to je možno. Tudi to je možno, ja. Tudi to je možno. Polde, zaenkrat hvala za tale pogovor. Bi pa jaz povabil ansambel Spev, da zaigrajo eno krasno skladbico od Lojzeta Slaka, to je Glas harmonike. Nocuje glas harmonike, spomine spet predramil, nekoč ta glas mehak in blag, srce mi je omamil. Le da tedaj je ta napev bil mnogo bolj vesel in fant, ki je takrat igral, si mene je izbral. La 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 la. Nocoj spet gledam na gori, strmine vse molčijo. Zakaj solzile ga mi ne odgovorijo? Ko zaigra harmonika, pa vedno me spominja in kar ne more več srce, to ona mi pove. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Takole, hvala lepa ansambel Spev za krasno Lojzetovo Slako, ki vem, da jo prepevajo od mladih do starejših, moški, ženske, vsi, ki imajo radi to glasbo. Polde, torej, poglejma, če mikrofonček vžgan, je. Ko je hodil Lojze na obisk, a je imel zraven harmoniko, je kaj zaigral, ali ni imel takrat harmonike? Lojzeta smo bili doma vedno veseli. Nikdar ni prišel sam, vedno je prišel z Ivanko. To sta bila res nerazdružljiv par.
Spominjam se kot otrok, recimo tudi eno zelo zanimivega dogodka. Lojze je gostoval velikokrat tudi v Ameriki, Avstraliji, Kanadi, po celem svetu so igrali in ko je šel od doma, ga včasih ni bilo po 14 dni, 3 tedne nazaj, ampak vedno ob obisku nazaj se je oglasil potem na Dolenjskem, kjer je pozdravil svojo sestro. Naj povem, da so vsi od moje mame, bratje in sestre, mojo mamo spoštovali, kajti prava mama je sorazmerno mlada umrla in pravzaprav jim je moja mama ostala kot nekako druga mama potem in še vedno do danes imajo neverjetno spoštovanje, tako da hodijo na obiske. In ko je Lojze prišel, se spomnim iz nekega gostovanja po Ameriki, se spomnim, da je Ivanka nam je zmeraj otrokom kaj prinesla. Mi kot otroci tam na Dolenjskem smo bili veseli pravzaprav vsakega skromnega darila. In še danes imam shranjen dolar, kovinski dolar, ki ga je Ivanka prinesla nam otrokom na Dolenjsko kot darilo, spomin na eno od potovanj Lojzeta Slaka v Ameriki. No, tako. Sicer pa kar se tiče harmonike. Lojze Slak je z veseljem zaigral. Čeprav smo vsi vedeli, da ima tega igranja on po celem svetu čez glavo, kamorkoli je prišel, vsi so želeli, da igra, ampak v naši družini, na vseh praznovanjih je Lojze vedno vzel harmoniko s prtljažnika in igral in nikoli se mu tisti večer ni mudilo domov. Tako. Imeli smo se res imenitno. Torej je bil pravi muzikant. Ja, pravi muzikant in za ljudi z svojo karizmatično prisotnostjo, z svojo svetlim pogledom, z glasbo, ampak moram priznati, nikoli brez Ivanke. Na vseh praznovanjih v naši družini je bilo ponovadi tako. Lojze in Ivanka, ko sta prišla, sta zmeraj pogledala, kje se bosta usedla, kje so tudi kakšni pevci. In Lojze je zmeraj meni rekel, ti se boš pa zraven mene usedel. In potem, ko je bila večer v tistem vrhuncu, je ponovadi Ivanka vzela iz svoje torbice po 3-4 takšne pesmarice in jih nam razdelila, vrnili jih nismo nikoli. Tako da teh pesmaric v naši družini je nešteto in potem smo godli in peli cel večer in z veseljem je Lojze pravzaprav opozoval svojo družino, svoje sorodnike, kako pojemo z njim. Super. Jaz bi se še dotaknil tele pesmarice, ker sem sam tudi z Tanjo sva doživela eno tako krasno druženje ravno pri vas doma, v Mirni peči. In takrat sva celo z Lojzetom skupaj igrala. Če se spomniš, in je vprašal, ti imaš mojo pesmarico? Sem rekel, imam 2, one malo starejše, še ne iz Jugoslavije, ko so bile 2 malo tanjše, ne? A tete nove pa nimaš? Sem rekel, tete nove pa nimam. No, zdaj jo boš pa imel, je rekel Lojze. In takole, ne, če mogoče kamera približa, je tudi Lojze vedno Lojze napisal kakšno posvetilo, če se bo videlo, hvala za dobro družbo, Lojze, datum, kraj. In ta pesmarica meni zelo veliko pomeni. Pogledal sem pravzaprav samo datum, ki ga je Lojze zapisal. To je bilo 28.8.2005. Ja, to je bilo, ja, moj oče je praznoval takrat 80. rojstni dan, danes očeta žal že 11 oziroma 12 let ni več med nami, 1 leto pred Lojzetom je odšel. Ampak spomnim pa se tega dogodka, ko sta tudi s Tanjo prišla k nam. Spomnim se tudi, kako sta z Lojzetom zaigrala, pa povem tudi eno anekdoto, ki se verjetno Lojzetu ni prav pogosto zgodila. Spomnim se, da si imel ti tako nekakšno tremo pred njim takrat. In spomnim se, ti si igral, potem si pa rekel Lojzetu, gospod Lojze, kaj pa, če bi mi dva eno skupaj zaigrala? In ker nisi točno vedel, kateri dur harmonike ima Lojze s sabo, si rekel, Lojze, bom jaz igral vodilno štimungo, vi boste pa tresu. Pa je Lojze takole pogledal Stankota tebe, pa je rekel, ja, bogati, ti boš špilal, jaz bom pa tresu, bom jaz špilal, pa kar ti boš tresu, je rekel. No, in potem sta zaigrala pesem Titanik. Tako je, tako je. Katero pesem si pa midva ponavadi zapojema, ko se pokličeva? Nocoj je glas harmonike, zagotovo. Mislim, da sva danes zjutraj brundala eno drugo. Popotnika. Popotnik, ja. Pojdi naprej, vedno naprej, popotnik. Tako, ker jaz vem, da ti si veliko v avtu in ta pesem je tudi tebi pisana na kožo. Je, tako je. Tako, hvala, Polde. Predno pa gremo na novi 2 pevki, ki nam boste zapeli,
pa kratki reklamni blok. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti, pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. OK LED. Prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED. Salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED. Ko svetloba spregovori. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Domače. Izletniška kmetija Mirnik. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja.
Jaz upam, da so tole pele meni, samo ti. Lepo pozdravljene, drage kolegice glasbene. Grem tule med vaju dve. Krasno. Pašemo skupaj danes. Zelo. Rdeča, črna. Rdeča, črna. Rdeča. Krasno. Jaz imam malo treme danes. A ne, čakaj, malo zmasiram. Res? Jo, upam, da ljudje ne gledajo tole sedaj. Res imam malo treme, ker ste obe dve ste voditeljice. Voditeljici? Dve voditeljici. Kaj vas ni več kot 3? Slovenščina je ena. Lepo pozdravljene. Živjo. Polonca, najprej midva par besed. Še prej, malo za poguma, veš, videli so ti danes nekaj prinesli. Stanko, druga tvoja vdaja v živo, pa malo za pogum, seveda, ne? Nekaj takega ta pravega sladkega, za sladke ljudi. To pa res lepo od vaju dveh. Stanje nocoj. Ja, stanje nocoj. Se ne vem, če ne bomo spet dali reklame, ker jaz nimam besed sedaj, ne. Ampak ne, gremo na vajino glasbeno pot. Jaz bi najprej s Polonca s tabo par besed rekel. Najprej s tabo, potem še pa s Klaudijo. Torej, tole bom odložil takole, da ne bo skos na ekranu. V glavnem, Polonca, ti si svojo glasbeno pot začela, prosim, če poveš, kot majhna punčka, na kakšnem pokazika znaš? Ti to vse veš, jaz vem, da si ti to vse zbrskal, ker si tak leksikon. Ja, jaz že kot majhna punčka, ne. Pa ne, da bi mi bila glasba v zibelko položena, ampak ja, že kot majhna sem brundala s kuhalnico, hajde da ludujemo ove noči, pa rock me baby, veš, to je bilo, ne, skozi doma, pa Eurovizija, Eurosong. No, potem pa v šoli, ker so prijatelji oziroma so šolci vedeli, da jaz pojem, prepevam, so me glej tega zlomka, ne, prijavili na Koraj že velja. Bogu hvala, je imel to iz Trbovelj, tako po šolah, in jaz nisem vedela in so me prijavili, pa sem rekla, ok, grem, sem šla in zmagala skladbico, veš, takrat že ne, moja idolka Mariah Carey, Without You, Endless Love, se ne vem, kva je bilo, mislim, Polomija, vem, ja, bila angleška, ampak Polomija totalno, ampak glej, zmagala sem, pa naprej, potem pa v Šentjurju so bile karaoke, za Dejo Mušič, tudi tam sem kar dobro zastopala Šentjurčane, Šentjurčanke in tako dalje, potem pa naprej, ja, potem pa preskok čisto v narodne vode. Vitezi Celjski? Ne, še prej nekaj drugega. Gospod Beno Pečar, ja, se ga dobro poznaš, ne, šentjurski muzikant, on me je sledil, gledal, spremljal, je rekel, Polonca bi ti, pa se malo preizkusila v narodno zabavni glasbi. Jaz, ne, sem kaj, no, tole ne vem, kako bo šlo, ampak še prej moram povedati, ker je zdaj kolegica tamle, ne, na moji desni, ne. Ena štorija je tudi tle v zadnjih in sicer Tujskih 5 so glih takrat iskali, da sem stara 15 let, po mojem, da ja, pevko, ja, Tujskih 5. Jaz sem šla lepo. Tja. No, seveda, tja. In prideš tja, in Klaudija že tam. In ona je že bila verjetno tam, ne. Sprejeta. Ja, in nisem bila sprejeta, šok. In kdo je bil sprejet? Ena Klaudija Vinder. Sem ga, pa kdo je to? In poglej si ga, zdaj imam pa tu kolegico ob sebi in sem zelo vesela. Takrat ti ni bila pri srcu, danes ti pa je. Ne, niti ne. Danes ti pa je, ne? Zelo. No, potem pa Vitezi Celjski, kjer si posnela kar nekaj skladbic in tudi z njimi dobila kar nekaj nagrad. Drži, ne? Drži. Vmes si bila pa všteverano s tem triom. Ja, no vidiš, spomnil si se. Ti še bo kdo igral harmoniko, Viki Ašič, bariton Dušan Štarkelj, kitaro Beno Pečar. Kdo pa je pel? Pele pa Polonca. Super. Ja, ti si leksikon, ne. Ja, no, to je bilo to, potem pa že kar drugo leto, ja, Vitezi Celjski, ja. To je bila tudi taka zanimiva zgodba, itak, ja, videli so me tle, potem, ko me boš vprašal zdaj? Ampak sedaj, ne. Sedaj pa? Čak, omet še moram nekaj povedati, počakno. Lepo prosim. Ok, Vitezi Celjski, pa se je ta zgodba končala, potem 20 oziroma 17 let nisem pela, veš kako je to za glas, 17 let ne 5, ne. Vmes sva sicer z možem muzicirala z Robertom Marzelom, ki ga zelo tudi lepo pozdravljam, moram se veš, ne. Ja, pa družino pozdravljam, bila je tako prvošolček, ja. Doma muziciramo, no, tako vmes smo še vmes ansambl Roberta Marzela, potem smo pa ugotovili, da je fajn, da grem čisto po svoje, on pa da je čisto po svoje. To je to. Zdaj sem pa z gospod Klaudijo Vinder, pantner, vmes se je poročila.
predajem štafetno palico. Jaz bi še lahko 1 uro govorila. Super, ja, midva bomo zdaj na kratko rekla 2-3 besedi. Aha, hvala. Potem pa, ja, lepo pozdravljena. Torej, vidve sedaj prepevata predvsem ledi k fantom in dekletom. Ja, zdaj, jaz to tako že počnem od svojega 15. leta, pa že sem na vseh teh porokah, veselih zabavah. Zdaj, a veš, s Poloncem imava pa ta dela, ki se v cerkvi ali pa na civilnem obredu v bistvu res potoči mnogo solz in se mi zdi, da sva kot nalašč za to. Tudi sami in z veseljem seveda zapojeva, tako da, če se še boš kdaj poročil, lahko... Jaz sem pregledala, kje imaš prsten poročnik? Jaz bi prosil, če se malo kontroliramo na tej vdaji danes, ker imam tu poročno pričo mojo in lepo prosim. Jaz bi sedaj rad zavrtel en videospot, kjer je Polonca prepevala z vitezim Celjskim. Lepo prosim, režija za spot. Srebri, sinku se mojemu nižno smetnja. In zidela na moje levo, desno, 1, 2, 3. Pesem mamina sladko uspava zdaj. Naj sen mehako vijete v svoj bleščeči plašč. Tvoja vedi, tiho še lahko noč ti zaželi, da mora črna ne bi legla ti na prsi kdaj. Angel, varuh sem tvoj, ki zlobrž prepodi, izjutraj znova, kadar zdrav se prebujaš, mi srci zaigrana ves glas, ker si na svetu edino zlato. Ko stisnem k sebi, v naročje te varno, božam nižno poljubim oči, sinko takrat moj blesti. Bleščeči plašč, mami tvoja vedi, tiho še lahko noč ti zaželi, da mora črna ne bi legla ti na prsi kdaj. Angel, varuh sem tvoj, ki zlobrž prehodi, izjutraj znova. Srci zaigrana ves glas, ker si na svetu edino zlato. Ko stisnem k sebi, v naročje te varno, božam nižno poljubim oči, sinko takrat moj blesti. Božam nižno poljubim oči, sinko takrat moj
če bi rekel, da je bila Polonca tukaj še majhna punčka, bi se nič ne zmotil. Velikost je iste, ampak kako leto je starejša. Ne, Polonca? Kar 20. Tako. Klaudija, majhna punčka. Ja, Klaudija, zdaj še pa par besed o tvojih začetkih. Ko smo gledali tale video spot, si rekla, da si tudi ti malo povezana z družino Zeme, ne? Ja, sem obudila spomine, ne? Namreč gospod Franci Zeme je bil tisti, ki je tudi meni pomagal s prvimi koraki v svet glasbe. Takrat smo pač v Vojniku imeli ansambl, s katerimi smo pač nekako začeli pot. Kasneje mi je tudi pomagal, no, da sem potem v bistvu preživela audicijo pri ansamblu Lipovšek. Potlej pa tudi kar močno besedo zastavil zame pri ansamblu Ptujskih 5, tako da sem res hvaležna in zdaj tako kličem v nebo, glede na to, da ga ni več z nami. Vsekakor se pa ob tej prilike lahko zahvalim tudi Veri Šolinc, no, to sta bila takšna dva moja glasbena angela, no, ko sta mi pomagala, da sem našla neko pot. Ja, potem pa po Ptujskih 5 pa seveda skok v svoj ansambl skupaj z mojim Izjem, tako da sva v bistvu ostanila Katrco, ki zdaj šteje že 17 let, tako da je čas zelo hitro minil, tako. Pred dobrima 2-3 letoma, ne, draga kolegica, pred 3 leti, ti bi mogla biti učiteljica slovenščine. Ja, smo pa v bistvu nekako začeli iskati še, bom rekla, neke takšne skupne poti, ki jih pa skozi vsa ta leta že pletemo skupaj, glede na to, da smo glasbeni prijatelji, da smo povezani z glasbo in je bilo tako pač čist verjetno samoumevno, da bova še kdaj pa kdaj verjetno kaj skupaj zapeli. To se je zgodilo. Super. Pojete ne samo na porokah, tudi na kakšnih drugih obletnicah, verjetno, vidve. Ja, kadar nama čas to dopušča, glede na to, da sem pač nekako potem razpeta med nama in med skupino Katrca, vsekakor sva z veseljem že tudi kakšno dobro oddelali, tudi na kakšni večerni zabavi, skočili iz škatle s torte. V glavnem. Storte, to zna biti kar sladko, ne? Ko si v bendu, ne, recimo, ali ko je bila Polonca pri Vitezih ali pa jaz pri Katrci, recimo, to je moška družba, se veš sam, ko imaš ansambl, ne. Ko pa gremo babe skup, ne, je pa spet nekaj drugega, ne. In pa se mi da privoščiva, imava svoje obrede, tako, vedno se nama kaj zgodi, ponavadi pač nama vedno popestri življenje, kakšen dogodek in to je tisto, kar pač dela čar, ne, dela v dvoje. Super. Jaz vama želim, da še dolgo prepevata, zabavata ljudi na presenečenjih, na zabavah, na porokah, kjerkoli. Hvala tudi vama za vajin doprinos v moji oddaji Veselica na vasi. Sem zelo vesel. Sedaj pa zapojete tisto malo bolj hitro. Ja, mogoče, če lahko izkoristiva, no, ker je danes pač četrtek in glede na to, da sva ta vikend v Celju na sejmu POM, kjer se bo v bistvu veliko dogajalo tudi na račun porok, če bo kdo prišel, ne, naj z veseljem pocuka za rokav, bova tudi zapeli, tako da vabljeni, ne, vsi tisti, ki še niste rekli da, ali pa mogoče ponovite vajo. Ne, hvala. Da. Torej, vsi, ki še niste rekli da, ali ga želite ponoviti, tako, vaju vabijo Polonca in Klaudija. Izvolita. Prav vsaka duša rabi kdaj nekoga, so pogledi lepši, ko imaš koga rad. Iščemo ljubezen, ki je glavna vloga. Vsi ljudje želijo od dvoje zaspati. Ko najdeš, ne spusti nikdar. O tem je ves
Takole izgleda, ko zapojejo Polonca in Klavdija v dvoje. Midva smo pa zopet z Leopoldom Pungačarjem tudi v dvoje in bomo še kakšno lepo rekla na temo strica Lojzeta Slaka. Povej, Polde, verjetno je Lojze precej skladbic napisal tudi iz ljudskih pesmi. Recimo, Dolini tih je že ena ljudska verjetno bila, katera je skoraj ponarodela, lahko rečemo. No, zagotovo je veliko pesmi, ki jih je Lojze uglasbil, pravzaprav vzetih tudi iz ljudskega izročila. Seveda je tle veliko vlogo so odigrali tudi njegovi fantje s Praprotna, ki so marsikatero skladbo tudi iz ljudskega izročila čudovito odpeli tako a capella in včasih dodali tudi še melodijo. Pesem V dolini tihi, ki si jo omenil, je pa seveda ljudsko besedilo, ki je potem po Lojzetovi priredbi ne samo, da je ponarodela, ampak je resnično nekako pesem, ki jo pojejo vsi po vrsti, od najmlajših v vrtcu do starejših in šele z prihodom pesmi Čebelar, ki jo je napisal Slavko Podboj, je pravzaprav pesem V dolini tihi dobila nekakšno sopotnico ob teh ponarodelih dveh pesmih, ki jih danes prepevajo pravzaprav stari in mladi. Ni veselice, kjer se ne bi zapela, zaigrala pesem V dolini tihi Čebelar in nenazadnje sem zadnjič v nekem intervjuju, zelo spoštljiv intervju je bil z gospodom Avsenikom mlajšim, ki je omenil, da pravzaprav tudi med Avsenikovimi skladbami, ki jih igrajo na veselicah, skoraj ni veselice, kjer ne bi na koncu zaigrali še Slakovo V dolini tihi ali Čebelar. Tako da, ja, to je to. Polde, mogoče še par besed, kaj ti pomeni ime Tone Pavček oziroma kaj je pomenil Lojzetu Slaku? Veste kako, to je tako. V bistvu, ko je Bog tistega davnega dne delil po svetu darove, modrosti in tako naprej, smo imeli Mirnopečani veliko srečo, da je Bog naklonil to, da sta se pravzaprav v dveh vaseh, sosednjih vaseh med seboj pravzaprav sta odraščala v istem času v eni vasi Šentjuri pri Mirni Peči Tone Pavček, ki ga je Bog obdaroval z dano besedo, črkami in poezijo in rimami, ki jim ni konca, in v vasi, kjer je Mali Kav, kjer je Lojze odraščal svojo mladost, Lojzeta, ki mu je namenil ta dar, da je začutil glasbo, začutil diatonično harmoniko, in ko sta zlila skupaj Tone Pavček in Lojze Slak, Tone besede in poezijo in sporočilo besedno, na drugi strani Lojze melodijo, je recimo nastala, ne vem, najlepša pesem, ki jo lahko nameniš svojim mamam, naprimer Mama, v kateri je Lojze že takoj na začetku povedal, oziroma Tone s svojimi črkami povedal, da je na svetu mnogo lepega povsod, da je vsa zemlja navdana s vsem lepim, je rosa, je rozga, je roža in roža Marija. Roža Marija, ravno zato, ker je bila njegova mama Marija in tako naprej. In ko je Lojze dodal še glasbo, je nastala pesem, ki jo danes prepevamo z čustvi, z vsemi navdihom na raznih praznovanjih in tudi na koncu sporočilo te pesmi, da je vsaka mama prava mama, dana za srečo in na veselje, prava in ena sama za vse življenje. Točno tako. Polde, hvala za tale sklop, za te lepe besede, ki smo jih izrekla o stricu Lojzetu in pa seveda vseh ostalih. Mi smo pa sedaj pogledali, kakšne modrosti iz vaške kleti so nam pripravili naša dva prijatelja, Pepi in Mihač. Mihač, kero boš bohnil danes? Zdaj bi mogel pa eno tako bolj, kako... Hej brigade, ne špilati. Ne, to zdaj moramo eno tako pravo slovensko, ker zdaj smo pa že blizu. No sej, hej brigade je tudi slovenska, sam si tak bolj enostrankarsko. Ja, to ne veš, kjeri so za toto, vse to jaz ne zastopim, kdo je za toto, kdo ni za toto, za toto smo pa vsi. Žive naj si narod, tam dobro himno tudi ne moramo zdaj to špijati. Ne, to ne bomo, ker veš za kaj prvenstveno ne moramo himne špilati zato, ker bi mogla stati, to se mi pa ne ljubi. Ja. V glavnem, sam ti pa moram nekaj povedati, Mihač,
Veš, kak bi ti povedal, prav presenečen sem, veš, ko sem hodil zdaj tukaj, hodim po mest, pa gledam tote kandidate naše gor po totih plakatih, pa si tak zram mislim, Keršen duš, jeden lepši kot drug, no, če jih pogledaš. So izretali, veš. Prava zakladnica sodobne umetnosti, bi se to rekli, veš. Sam ti pa povem, narod je pa žleht. Narod je pa žleht. Sem gledal, veš, jim rišejo, na tote plakate jim rišejo berke. Pa oslove uhe. In je brez zobov, in je bil brez zobov, snevida. Enmo so tudi, ti lahko povem, so mu na čel narisali hakelkrajc, veš. Kdo bi si mislil, tak mali narod, ko smo, pa toliko slikarjev na Ilco. Sami umetniki, jo. Sam ti pa nekaj povedal, veš, mi je pa malo žal. Zakaj? Da jaz nisem kandidiral za tega predsednika, veš. Ti si že kandidiral, veš. Se je spomnim, veš. Imam jaz še spomin. Veš, da je to je bilo leta 2002, se meni zdi. Pa nisem bil tedi sam. Ja, vem. Tedi je bil ko je bil, Felix Packa je bil teto umetnik, jele? Ja. Pa Franc Zdomšek, ko je bil skozi gor v Nemčiji, potem je bil pa, htel je biti potem predsednik Slovenije, sam ni bil te prav. No, edine recimo teti Jože Razumevšek je bil tudi. Sam sem, jaz sem bil, te boljši sem bil v vseh tetih. Ja, sem je rekel, ja. Jaz se dober spomnim, pogledi zdaj, kako je to tedi bilo leta 2002. No, to me zanima, ja. Gremo? Ja, gremo. Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v naši priljubljeni oddaji Šok. Z vami sem Joško Šok. Dragi gledalci, tik pred letošnjimi volitvami so se kar naenkrat pojavili še 4 predsedniški kandidati. Šok! Ja, prvi je akademski slikar Felix Packa, Štamperlov Pepi vsekakor in pa Jože Razumevšek. In četrti doktor Franc Zdomšek. Šok! Ja, vsem smo postavili eno in edino vprašanje. Kaj jih je pripeljalo do tega, da so se odločili za predsedniško kandidaturo? Šok! Torej, moje ime je Felix Packa, akademski slikar. Torej, dragi Slovenci, no pa vsekakor pa Slovenke, torej volilke in volilci, poglejte, zakaj moja kandidatura? Enostavno zaradi tega, kajti zadeva je zelo preprosta, kajti tisti, ki riše, zlo ne misli. In če ne misli zlo, potem lahko riše. In pravzaprav lahko rečem z eno besedo, da bomo, ko bom seveda jaz predsednik, drage Slovenke in Slovenci, postali narod risarjev. In ko bomo že imeli v rokah tele pripomočke, torej čopiče, bomo pravzaprav lahko prepleskali celotno Slovenijo in dobršen del Evrope. Torej vidimo se s čopičem ali brez v nedeljo na volitvah. Dragi prijatelji, poglejte, v toti naši ljubi Sloveniji je že tako, da lahko ima čisto vsak tele svoje vesele. Vidite, zato sem se jaz odločil, da bom kandidatiral za predsednika, pa ne samo zato, tudi zaradi tega, ker moja stranka je najbolj množična,
najbolj, kako bi rekel, napredna, predvsem pa najbolj demokratična stranka, ki dosledno stoji na svojem izhodišču. Nalij si demokracije, koliko jo moreš, no zmoreš. Pa še nekaj vam povem, ko bom jaz predsednik, bomo imeli 2 kulturna ministra. Enega za vrhunske dosežke, drugega pa za Izabelo pa Šmarnico. Razumevšek, predsedniški kandidat. Kaj moja kandidatura. Poglejte, drage Slovenke, Slovenci, predsednik države mora biti komunikativen človek, pa pravzaprav človek, ki v vsakem trenutku pove, kaj hoče in pravzaprav razumevajoč, da ga pravzaprav vsi razumejo. Zato moja kandidatura. Franc Zdomšek, doktor. Jaz res, da sem bil cel življenje v Nemčiji, zakaj sem se odločil za to kandidaturo. Poglejte, meni je ta narodna zabavna muzika tak brez src. Jaz imam tak rad, vam povem, pa to lep slovenski petje. Jaz vam povem, drage Slovenke, no Slovenci, če me od tote lepe muzike, no od petja, me bo enkrat raznesl, če me ne bo tukaj, me bo pogor v Nemčiji. Dragi gledalci, drage gledalke, hvala lepa, da ste bili v naši oddaji Šok. To so bili naši predsedniški kandidati. Šok! Ja, si videl? Vidite to? Že tedi so v meni videli velik potencial. Samo bi mogel ti bil se podati v to te vode, ker sem te videl, da si imel potencial. To je res, sam sem po tehnem premisleku raj odstopil, se temu strokovno reče, ker sem se pa odločil, da je tak fajnega predsednika, ko bi jaz bil v Sloveniji, ne bo nikdar nikoli. In to zato ti povem, ker tudi nikdar več kandidiral ne bom. Ja. Takole, predno se pa poslovimo od našega osrednjega gosta Leopolda Pungarčarja, smo se pa dogovorili, da z ansamblom Spev skupaj zapojemo eno kitico Lojzetu in njegovi Ivanki na čast. Ker je tudi seveda sedaj čas trgatev, bomo zapeli eno kitico Otrti, pa prosim za akord. Na svetu lepše rože ni, kot je ta vinska trta. Po zimi spi, spomlad cveti, jesenem vin se daje. Po zimi spi, spomlad cveti, jesenem vin se daje.
všeč. Dragi Polde, jaz se ti lepo zahvaljujem za tvoj čas. Vem, da si oddaleč prišel 1:15, ker imaš bolj počasen avto, sicer 1:30. Ni tako daleč. Moram reči, da sem bil danes že bistveno dlje, ampak ko imam takole priložnost, se pravi, lepo pozdravljamo v Ljubljano, Ivanko Slak, ki nas zagotovo spremlja in gleda doma, pozdravljamo svoje domače in se veselimo tvojih oddaj tudi v prihodnje. Hvala lepa za tvoj čas in seveda ansambl Spev. Jaz vas povabim, da zaigrate tisto vašo, ki jo radi in vedno zaigrate od Lojzeta. Se spušča, se na gori oglaša zvon, bim bom. Noč se spušča, noč prihaja, jaz pa sam bom spet ostal, pa spet bom vzel harmoniko in zaigral si pesmico, ki spomnila me bo na te, ki ranila si mi srce. Večeri dolgi sam sem zdaj, a moj spomin beži nazaj, nazaj trenutke srečnih dni, ki si mi jih dala ti. Vsak večer odmeva, vsak večer me boli srce in spomin na dneve srečne v oči privabi mi solze. Harmoniko in zaigral si pesmico, ki spomnila me bo na te, ki ranila si mi srce. Ki spomnila me bo na te, ki ranila si mi srce. Zelo lepa pesem, ki jo tudi sam večkrat rad zaigram. Ko sem dobil novo harmoniko, čisto leseno, je tale skladba zvenela najlepše. Zaigral sem jo neštetokrat, tako da so mi doma skoraj hoteli vzeti harmoniko in jo vrniti proizvajalcu. Ampak na srečo sem potem jo odložil in šel spat. Harmoniko imam še danes in sem zelo vesel. Ker nas čas priganja, bi zopet povabil ansambl Spev, da nam zaigra naslednjo skladbico od Lojzeta Slaka. Hej, domači dolini je prelepo, tam nekoč posadil sem drobceno drevo, ko pa sem pripeljal ženkico, drevo posekal sem za zibelko. Hej, domači dolini dolgo že let, ob večerih razlegal vrisk se in smeh. To je kraj, ki sreča ga pozna, tu za njo še ni meja. Odmevi pitja mladih fantov spet izgubljajo se tja v gori, segajo
do vseh deklet, ki skrite nosijo želje. A potok bistri plaho zašumlja, iz vrbo nežno šepeta. Stoletna lipa sred vasi, uspavan ko šumi. Prelepo, tam nekoč posadil sem drobceno drevo. Hej, domači dolini, dolgo že let, ob večerih razlega brisk se in smeh. To je kraj, kjer sreča ga pozna, tu za njo še ni meja. Mladih fantov spet izgubljajo se tja v gori, segajo do vseh deklet, ki skrite nosijo želje. A potok bistri plaho zašumlja, iz vrbo nežno šepeta. Stoletna lipa sred vasi, uspavan ko šumi. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. OK LED. Prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED. Salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED. Ko svetloba spregovori. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Domače. Izletniška kmetija Mirnik. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza.
Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Takole, skoraj smo že pri koncu, vendar imamo še eno skladbico, ki je prav posebej bila napisana za našega Lojzeta Slaka. Mogoče Polde par besed o tej skladbi. Torej, ko je Lojze odšel, je Slavko Podboj, njegov prijatelj, napisal tekst, ki se imenuje Spev za Godca. Tine Lesjak, ki ga pa tudi žal ni več med nami, pa je napisal melodijo in skupek tega teksta in melodijo so zaigrali ansambel Spev. In verjamem, da se je ljudem vtisnilo v srce, nam zagotovo. Naj povem tudi to, da je videospot za to pesem bil posnet, mislim, da leta 2012, jeseni, nekako takega časa kot danes, na Jordankalu, tam, kjer je bil Lojze Slak rojen. In spomnim se tega videoposnetka, kako je tudi ljudem, domačinom iz iste vasi, lepo sedlo, ko je zopet nekaj Slakovega prišlo v to vas. Spev za Godca. Zelo lepo, prosim. Rodila ga dežela je in večno dala mu ime. So travniki, vinogradi, njegovo pisem čakali. Je bil deželi in ljudi, jim dižo dal, ki bila je v njem. Poznal ga je slovenesa, zavedno naš bo Lojze Slak. Kako težko čakali smo na vsako vižo Slakovo, ko je s harmoniko igral. Veselje je človeku dal in lepa pesem fantovska zveni povsod, kjer smo doma. Zapeli so jo iz srca njegovi fantje s Praprotna. Zdaj utihnili so mojstra glasi, njegov napev zveni povsod po vasi, mestih čez deželo se Slakove šepelo. Da ne bi videl, kateri
slave zavedno bodo tu živile, čeprav je moj strži odšel. Zavedno bodo tu živile, čeprav je moj strži odšel. Alon odšel je daleč proč. Godec vseh godcev ni odšel, v dolini tihi bo živel. Res je, v dolini tihi bo živel večno v naših srcih in v naših ušesih njegova glasba. Tako, in zopet smo pripeljali eno veselico na vasi. Do konca jaz povabim še dve simpatični pevki, da se mi pridružita in zapojemo skupaj tisto, ki jo vedno na koncu te oddaje na veselici. Srečno do naslednjega četrtka! Na mizi kapljica se rujno vam smehlja v veseli družbi spol. Na odru pa igra vam godba iz srca, da vam še lepše bo. Slovenec je pač tak, da vsak je veselja, da družbo si dobi. Ko pa razgreje se, poišče si dekle za ples. Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam vse godi. Do jutra vsi na veselici, dajmo se zabavati. Povej mi vaš nasmeh, saj lepšega ni. Zavriska iz srca Prešerno, kar se da tja prikvasi. Objame druščina me prek ramen srca, le enkrat se živi. Slovenec je pač tak, da vsak je veselja, da družbo si dobi. Ko pa razgreje se, poišče si dekle za ples. Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam vse godi. Do jutra vsi na veselici, dajmo se zabavati. Povej mi vaš nasmeh, saj lepšega ni. Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam vse godi. Do jutra vsi na veselici, dajmo se zabavati. Povej mi vaš nasmeh, saj lepšega ni. Povej mi vaš nasmeh, saj lepšega ni.